Dober dan želim, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci in hkrati lep pozdrav iz Celja, kjer je na tukajšnji Areni Petrol pred nami prav posebna in nevsakdanja nogometna tekma, namreč gre za prijateljski univerzitetni obračun, ki bi ga lahko poimenovali kar slovenski univerzitetni El Clasico, saj si bosta nasproti stali ekipi Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru, preden pa se posvetimo srečanju, pa najprej na sporedu oglasi. Simbolična ugotovitev tekme Univerz Ljubljanske in Mariborske. In celo podajanje med njima. Hvala lepa, odlično. Univerza v Mariboru, v modrih dresih, Univerza v Ljubljani v belih. Tako, spet smo sliko nazaj v Celju, na celjski Areni Petrol je torej vse pripravljeno za začetek slovenskega prijateljskega obračuna med univerzami v Ljubljani in univerzama v Ljubljani in Mariboru, torej nogometaši Univerze v Ljubljani bodo nastopili v belih dresih, Univerza v Mariboru pa v povsem modri opravi. Na začetku srečanja smo videli tudi nekaj slovesnosti, zaigrala je maturantska himna Gaudeamus, potem so se nogometaši obeh ekip slikali skupaj in kasneje sta tudi rektorja obeh univerz, tako v Ljubljani kot v Mariboru, kako simbolično začetnim udarcem odprla to srečanje. Rektorja obeh univerz sta profesor dr. Igor Tičar, rektor Univerze v Mariboru in pa profesor dr. Ivan Svetlik, rektor Univerze v Ljubljani. Obe postavi ste že videli na vaših zaslonih, najbolje da kar ponovim obe enajsterici, namreč Univerza v Mariboru v modrih dresih, torej bo nastopila danes v naslednji postavi in sicer v vratih Mihael Lovrec, potem pa v polju Jure Šumak, Žan Kavaš, Tjaž Polajžer, Alan Hočevar, Adrian Lekčevič, ki je tudi kapetan moštva, pa Jernej Trstenjak, Matej Vinkovič, Niko Tisaj, David Lugonič in pa David Vinkovič. To je prva enajsterica Univerze v Mariboru, zdaj pa še nekakšni gosti, bi lahko rekli danes, bližje seveda Celju nogometaši iz Maribora. Univerza v Ljubljani v belih dresih bodo nastopili njeni nogometaši, pa in sicer v naslednji enajsterici Jan Zibelnik bo začel v vratih, potem pa v polju Nino Pungaršek, Martin Cesar, Jan Benges, Milan Džajić, kapetan Mateuš Fortin, Rok Jazbec, Nik Salaj, Srdžan Arsič, Jernej Gvardjančič in pa Lovro Splihal. Trener Mariborčanov je dobro poznani, lahko bi rekli, selektor ekipe Univerze v Mariboru, nekdani trener tudi v prvi slovenski nogometni ligi in sicer je to Vojislav Simeunovič, trener ekipe je Esad Pirc, vodja reprezentance pa Marko Jesenšek, na drugi strani pa selektor Boštjan Kreft, nekdani nogometaš, trener je Blaž Kof, vodja ekipa pa Blaž Klarič. Srečanje v Celju se je torej pričelo, v prvi sredini igrišča so začeli nogometaši v modrih dresih, igralci Maribora, ki zdaj že kot prvi torej organizirajo napad. Pred nami je torej tretji tovrstni dvoboj, ekipi sta se pred slabim letom dni pomerili prvič, ob koncu lanskega maja je premierno tekmo gostil mariborski stadion Ljudski vrt. Srečanje se je končalo brez zmagovalca, bilo je 1-1. Že v lanskem oktobru je prišlo do vnovičnega srečanja ekip v Ljubljani na stadionu na Kodeljevem, sicer domu nogometnega kluba Slovan. Tudi na zadnjem medsebojnem srečanju redni del tekme ni dal zmagovalca, no po streljanju 11 metrov pa so se na to zmage s skupnim izidom 5-3 veselili nogometaši Univerze v Ljubljani. Ko bi rekli, da zdaj seveda v skupnem seštevku zmag z dveh dosedanjih tekem Ljubljančani v prednosti, imajo torej eno zmago, enkrat se je tekma tista premierna, ki se mi je omenil v Ljudskem vrtu, končala brez zmagovalca, na zadnji pa so se torej odločili, da bodo vendarle nekako na vsak način dobili zmagovalca, odločili so se za streljanje z 11 metrov, se pravi za strele z bele točke, ki so jo dobili, to loterijo so dobili nogometaši Univerze v Ljubljani, ki so zdaj tudi pri žogi preko
Matevža Fortina, ki podaja na desno stran, ta podaja se ni šla, prestregal je Alan Hočevar in zdaj proti napad za Mariborčane. Teče tam David Lugonič, Lugonič podaja na vrh kazenskega prostora, nekaj težav v obrambi za Ljubljančane. Slabo je Jernej Gvardjančič izbil žogo, a vse se je dobro izteklo za nogometaše Univerze v Ljubljani, ki so zdaj ponovno pri žogi preko Martina Cesarja. Dobro je v obrambi tam posredoval pri Mariborčanih številko 9, to je Alan Hočevar, študent ekonomske fakultete v Mariboru, 23-letni nogometaš in zdaj bomo videli prvi kot na današnjem srečanju, ki ga bodo imeli na voljo nogometaši Univerze v Ljubljani. Tretja minuta se je pričela, zaenkrat brez tistih pravih priložnosti, morebiti bo zdaj tu na vaših zaslonih vidite kapetana ljubljanske ekipe Matevža Fortina, sina poznanega komentatorja na nacionalni televiziji Marjana Fortina. Zdaj priložnost iz kota, dobro vratar Mariborčanov Lovrec izbija žogo še nevarno pred vrati Maribora in z nekaj težavami so zdaj vendarle, ampak tudi pod prekrškom očitno do žoge prišli Mariborčani. Prekršek je bil to v napadu številke 15 pri gostih, to je Rok Jazbec. Dolžan se vam seveda še predstavitev vseh sodnikov. Glavni sodnik je danes Denis Halilović, pomagata mu ob stranskih črtah Matic Mežnar in pa Urban Žohar. Četrti sodnik pa je danes Ermin Šašivarević. Torej, prvi kot za Ljubljančane se ni dobro končal za moštvo v belih dresih. Sicer precej pogumneje začelo s tem srečanjem kot pa nogometaši iz Maribora, ki predvsem čakajo na svoji polovici. Zdaj še ena priložnost za Ljubljančane, tokrat slaba globinska podaja in brez težav so Mariborčani prišli spet nazaj do žoge, ampak ne za dolgo, kajti znova so pri žogi Ljubljančani in že organizirajo svoj napad preko svoje zadnje vrste. Dolga podaja naprej v napad proti enajstici Milanu Džajiću. Halilović pa zdaj daje žogo nazaj Mariborčanom. To je zdaj Alan Hočevar. Hočevar naprej proti Lugoniču. Nova zaustavljena igra zaradi prekrška. Vinković je prepustil žogo zdaj tam desetici v mariborskih vrstah. To je Jernej Trstenjak, študent fakultete za strojništvo. V soboto bo praznoval svoj 22. rojstni dan. Nova akcija Mariborčanov se je hitro končala, veliko dela ima v obrambi pri Ljubljančanih Jernej Gvardjančič. Znova v akciji Ljubljančani, tu je Rok Jazbec. Nino Pungaršek na levo stran do Srdžana Arsiča, ki pošilja dolgo podajo naprej svojim soigralcem, tu je Fortin. Fortin na vrh kazenskega prostora, ni mu uspela dobra podaja, to je zdaj Jan Benges. Gvardjančič, še naprej terenska premoč ljubljanske ekipe tu v Celju, ker je ves dan nekako oblačno in tudi vmes malce dežja, zato je igrišče precej razmočeno. To pomeni seveda hitrejša igra in predvsem bodo morali nogometaši biti pozorni pri podajah. To pa velja tudi za oba vratarja, za vratarja Maribora Lovreca in pa Ljubljančana Zibelnika, kajti žoga bo predvsem ob tistih strelih, ko se bo žoga odbila pred vratarjema, dobila še dodatno hitrost. Nova akcija Mariborčanov, po dolgem času bi lahko rekli spet Mariborčani na polovici Ljubljančanov, podaja v sredino, to pa je bila slaba podaja Davida Lugoniča, študenta pedagoške fakultete, ni še dopolnil 27 let, torej je bila slaba podaja nogometaša, ki sicer igra v nižji avstrijski ligi za klub St. Margareten. Mariborčani zdaj poskušajo z akcijo in to bo kot, tudi prvi kot za ekipo iz Maribora.
biti pa to zdaj priložnost za Štajerce, da pridejo do prve tiste res prave priložnosti. 7. minuta teče v Celju, zaenkrat nismo videli nič kaj veliko od tistih pravih priložnosti, tistega pravega nogometa. Ljubljančani imajo posest žoge v svojih nogah, ki pa je še niso uspeli unovčiti. Malo številni gledalci v Celju, približno dobrih 100 se jih je nabralo v tem oblačnem vremenu, nekaj težav tudi zdaj za enega izmed nogometašev ljubljanske ekipe, ki leži na zelenici Arene Petrol. Upamo seveda, da bo vse v najlepšem redu in da se bo tekma lahko kmalu nadaljevala. Sicer pa je bilo lansko leto za Univerzo iz Ljubljane precej pestro v nogometnem smislu. Poleg 2 srečanj proti kolegom iz Maribora so Ljubljančani nastopili ob začetku lanskega avgusta proti kolegom, oziroma najprej proti kolegom iz Maribora, potem pa ob začetku lanskega avgusta še na drugih evropskih univerzitetnih igrah. Po nekoliko nevsakdanjem tekmovalnem sistemu so že na prvi tekmi izgubili možnost za najvišja mesta in na koncu osvojili 9. mesto med 18 univerzitetnimi ekipami. Prvenstvo je potekalo v nizozemskem mestu Rotterdam, kjer domuje nizozemski velikan po imenu Feyenoord. Zdaj torej v 8. minuti prvi kot za moštvo iz Maribora. Kot z desne strani podaja na bližnjo vratnico, dobro pa tam v obrambi nogometaši iz Ljubljane, ki so izbili žogo in nič nevarnega, torej izbil je Rok Jazbec, je bil tisti, ki je najviše skočil. Rok Jazbec je sicer študent fakultete za šport, igra pa za slovenskega prvoligaša, za ekipo iz Radomelj, ki je ekspresno izpadla iz prve slovenske nogometne lige. Sicer se Jazbec, bomo rekli, ni najbolj naigral v letošnji sezoni za moštvo iz Radomelj. Jazbec je nastopil na 11 srečanjih, sicer pa Jazbec ni edini nogometaš, ki igra za moštvo iz Radomelj v letošnji sezoni. Pri moštvu fakultete oziroma Univerze iz Ljubljane, poleg Jazbeca je še član Radomelj tudi Martin Cesar. Nova akcija za nogometaše iz Maribora. Tole je stranski avt za Ljubljančane, pri žogi je Nino Pungaršek. Pa podaja na desno stran, kjer se je odkril desni bočni branilec Rok Jazbec, preomenjeni nogometaš iz Radomelj. Priložnost, glavo, strel in preko vrat je zletela žoga in prvi resnejši poskus bomo zabeležili v 10. minuti srečanja za moštvo iz Ljubljane. Če sem videl prav, je tam poskušal Srdjan Arsič strelom z glavo, vendar meril premalo natančno. Ob meni pa se je na komentatorskem mestu pridružil tudi gospod Darko Klarič, eden izmed pobudnikov tekem med Univerzo iz Ljubljane in pa Univerzo iz Maribora. Gospod Klarič, lep pozdrav. Torej, gospod Klarič, kakšni so vaši obeti oziroma kaj si mislite danes, kdo bo zmagal? Najbrž si želite, da zmaga nogomet, predvsem to je važno. Prav gotovo in se z rezultatom se nikoli ne obremenjujem. Bolj se obremenjujem z napakami, ki jih moramo popraviti v organizaciji, da bo prireditev vedno bolj zanimiva, da bo postala tradicionalna, predvsem pa, da bomo zapolnili to vrzel v nogometu, kajti do lani nobene univerzitetne ekipe ni bilo v Sloveniji, ki bi gojila velik nogomet. Kako pa je prišla, da malce pojasnimo gledalcem po tej priložnosti, ki jo imajo Ljubljančani, nevarno pred vrati Maribora, vendar vse se je dobro končalo za Štajerce. Torej, gospod Klarič, kako pa je prišlo sploh do ideje, da se bo nekako začel razvijati univerzitetni nogomet v Sloveniji in da ste se nekako dobili v navednicah dve ekipi, ki igrata danes univerzitetni El Clasico, kot smo že povedali na začetku tega srečanja, gre za tretji medsebojni dvoboj. Torej, kje se je vse skupaj začelo, odkot ta vaša ideja, bi lahko rekli?
Pred 2 leti smo v nogometnem klubu Bravo razmišljali ne samo o nogometni šoli, ampak kaj bomo ponudili tudi mladim, ko odrastejo in ko nekako zapustijo mladinski stalež. Ugotovil sem, da v Sloveniji pravzaprav 90% nogometašov po aktivnem treniranju, ki časi traja tudi več kot 10 let, prenehajo s tekmovanjem. Nekako se zavedam, da v Ljubljani ne morem, niti ne želim konkurirati Olimpiji, ampak kot nov klub sem imel dolžnost, da nekako poskrbim za te mlade in odločitev je zorela in potem smo se odločili, da enostavno naša mladinska ekipa bo potem začela sodelovati v AŠK Bravo. AŠK Bravo je pa simboliziral našo filozofijo, to pa je ne samo nogomet, ampak poudarek na šoli, na graditvi osebnostnega razvoja in zato je bil normalen nadaljnji korak študentska ekipa in naše člansko moštvo smo ponudili enostavno tudi študentom. Prišlo je do sporazuma z Univerzo v Ljubljani, kjer smo podpisali medsebojni dogovor in začeli tekmovati v najnižji ligi. Ko so v Mariboru to opazili, moram reči, da je hitro prišlo do odziva. Mirko Jesenšek, dekan Filozofske fakultete v Mariboru, me je poklical, dobila sva se v Celju za pol ure in se vse dogovorila. In od takrat naprej smo pravzaprav zdaj že pred 3. prireditvijo, 2 sta bili lani v Ljubljani, imamo že prehodni pokal, ki bo po tekmi izročen kapetanu zmagovalcev in verjamem, da bo čez nekaj let ne tako slaven, kot je dvoboj Cambridge-Oxford v veslanju, ampak da se nam bodo mogoče pridružile še kakšne druge univerze in da se bo stvar razvijala. V tem trenutku so nekako najboljši nogometaši, povedati moram, da tukaj niso najboljši študenti iz obeh univerz, kajti mnogi še igrajo v drugi ligi in imajo še odločilne tekme, tako da mogoče termin ni najboljše letos izbran, vendar še mnogo je takšnih, ki bodo želeli nastopati v tej ekipi za svojo reprezentanco, vendar za to potrebujemo čas. Vsaka stvar pravzaprav ne gre čez noč in že lani, na primer, smo opozorili nas z Univerze v Ljubljani, ko smo šli na Evropske igre v Rotterdam. Letos je v Koreji, v Južni Koreji univerzijada, vendar glede na to, da je treba v teh časih gledati na denar, smo se odločili, da ne gremo tja in tudi v tem smislu smo letos sprejeli odločitev, da bo samo en dvoboj, ne 2 v letu in ta se pravkar odvija. In upam, da bojo tudi ostali, ki morda gledajo ta prenos, začeli počasi razmišljati, da nogometa ni konec, ko gredo na univerzo, ampak da se lahko priključijo rednim treningom v Ljubljani in izberejo pač tisto fakulteto, kjer študirajo. Ja, torej v dvoboju teh dveh ekip se izteka 15. minuta prvega polčasa, še vedno 0-0, medtem ko je doktor oziroma gospod Klarič malce razlagal o zgodovini teh dvobojev, so imeli Mariborčani priložnost prostega strela, David Lugonič je meril v živi zid Ljubljančanov, sicer brez tistih pravih priložnosti, nekakšno začetno tipanje v navednicah bi lahko rekli na celjski areni Petrol, torej še vedno brez zadetka. Gospod Klarič, omenili ste ta veslaški kultni dvoboj Cambridgea in pa Oxforda, morebiti se vam lahko priključi še kakšna univerza in bi morda lahko v prihodnosti gledali tudi nekakšno nogometno univerzitetno ligo, kaj pravite na to? Slovenija je majhna, imamo malo univerz, res je, da imajo v futsalu nogometno ligo različnih fakultet, tukaj enostavno veliki nogomet ima malce druge zakonitosti, gotovo pa bi lahko imeli turnir, na katerem bi potem v finalu igrali najboljši univerzi, tako kot danes. V tem trenutku sta samo 2 ekipi Sloveniji, vseh začetek je težek, vendar dogovorili smo se, da mora vsaka univerza, ki to želi, preko svojih organov dati pobudo, da se nam pridruži, z veseljem jih bomo sprejeli, poskrbeli smo pač za začetek. No, vsekakor pa je
hvale vredno to dejstvo, da lahko nogometaši združijo študij in pa šport, da se ne posvečajo preveč eni ali drugi stvari, če imajo nogomet, lahko ob tem seveda nemoteno tudi študirajo. Ob tem bi rad dodal, da se je zelo spremenilo v Sloveniji pojmovanje nogometašev. Včasih so rekli, kdor je nogometaš, ni za šolo. In tudi letos oziroma zdaj so časi, ko redko kateri starši pravijo, moj sin bo pa samo nogometaš. So še izjeme, vendar vedno več je takšnih, ki gredo na fakulteto, ki tudi uspešno diplomirajo, ki so dobri državljani Slovenije in sposobni. Tu toliko je vrednot, ki so pomembne in ponosen sem, da dejansko se to včasih spreminja. Problem pač Slovenije je zgolj v tem, da smo majhni in je težko nekako slediti ameriškemu vzoru, praktično nemogoče, ker je pa študentski šport temelj športa. Ja, vsekakor pa nogometaši danes na Areni Petrol dokazujejo, da nekako nogomet ni samo za tiste, ki niso najbolj izobraženi, namreč gledamo na stadionu Arena Petrol v Celju še vedno izid 0-0 in pametna igra pravzaprav obeh ekip, previdno seveda igrajo tako Ljubljančani kot tudi Mariborčani. Ljubljančani so sicer malce več pri žogi, a kot sem že nekajkrat danes povedal, ni jim še uspelo pripraviti kakšne zares tiste prave nevarne akcije, zaenkrat vratar Lovrec v mariborskih vratih brez tistega pravega dela, na drugi strani prav tako Zibelnik še ni resneje posredoval, tako da še vedno brez zadetka Ljubljančani zdaj v belih dresih znova organizirajo svoj napad. Ob tem bi rad dodal, da ne bodo gledalci mogoče preveč kritični. Predvsej veliko je tistih nogometašev, tako na mariborski strani kot na ljubljanski, ki tokrat prvič igrajo skupaj tekmo. Ja, to je vsekakor zares dober podatek, lahko bi rekli, kajti iz vseh vetrov so nabrani nogometaši, ki torej študirajo in zraven igrajo tudi nogomet, saj če pogledamo sezname nogometašev, kje igrajo vse, kje so nekako porazdeljeni po vseh teh klubih, denimo nogometaši iz Maribora, nekaj jih je iz Vržeja, nekaj iz Polane, pa Drave, Dravinje, Aluminija, dva igrata tudi v avstrijski nižji ligi, Lugonič že prej omenjeni za Sant Margareten in pa Lekčevič v Gamilcu, prav tako v nižji avstrijski ligi. Jarc je član nogometnega kluba Šampion iz Celja in pa Pečnik član Korotana, pri Ljubljančanih pa največ iz AŠK Brava, potem pa je nekaj tudi članov oziroma trije natančneje člani Šenčurja, to so Gvardjančič, Splihal in pa Salaj, dva prej omenjena Cesar in Jazbec igrata v Radomljah v slovenskem prvoligašu, potem pa sta dva člana tudi Ivančne Gorice in sicer Jan Benges ter Srdžan Arsič, torej pisana zasedba, ki, gospod Klarič, nima tako veliko časa trenirati skupaj, kot ste dejali, zato mora biti danes malce bolj na trenutke raztrgana igra in previdna z obeh strani. Prav gotovo, ampak mislim, da se bodo do konca prvega polčasa že dobro igrali in da bo drug polčas še bolj zanimiv. Ja, seveda si vsi želimo tega čim prej, da pade kakšen zadetek, saj zato smo danes tu, da vidimo čim več zadetkov kot nevtralni ljubitelji nogometa. Si tega vsekakor želimo. Ob meni pa je tudi dekan Filozofske fakultete v Mariboru, to je gospod Marko Jesenšek. Gospod Jesenšek, lepo pozdravljeni na našem komentatorskem mestu. Vi pa ste nekakšen pobudnik z druge strani Trojan, bi lahko rekli, če je gospod Klarič pobudnik z ljubljanske strani, ste vi eden izmed glavnih ali pa celo glavni pobudnik, da je sploh prišlo do teh tekem z mariborske strani. Ja, bolj so pobudnik, ne? Kolega Darko Klarič je imel idejo, imel je tudi svojo nogometno ekipo in v enem takem prijateljskem pogovoru mi je namignil, da bi bilo luštno, če bi tudi Univerza v Mariboru imela kaj podobnega, ker sem pač zaletal naivn, ne? Nič več tako, kot bi moral biti pri teh letih že bolj preudaren, sem idejo Darkovo seveda takoj zagrabil in doma začel razmišljati o tem, kako bi lahko spravili skupaj tudi našo ekipo. Ni bilo tako enostavno, kot je izgledalo na tistem pogovoru v Celju, kajti najprej je bilo treba sploh detektirati, kje vse naši študentje igrajo,
bil sem presenečen, zelo veliko študentov Mariborske univerze igra širom po Sloveniji, po različnih klubih in tudi v tujini, tako kot smo prej omenili pri nižjih klubih, ne samo v Avstriji, tudi na Hrvaškem, vendar pa največji problem je bil potem, ko je bilo treba te fante zbrati in dobiti dovoljenje tudi od njihovih trenerjev, da bodo lahko nastopali za tako vzporedno ekipo. Namreč naša univerza nima še te sreče, da bi imela stalno ekipo. In tu, priznam, bi sam hodil po zelo tankem ledu. Tu so mi moji kolegi iz nogometnih vrst v Mariboru priskočili na pomoč, predvsem legenda našega mariborskega nogometa, kolega Vojislav Simeunovič, ki je seveda z vsem svojim vplivom uspel številne trenerje, ki meni niso dali igralcev, pridobiti za to, da so jih nekaj takih, ki smo jih izbrali, potem vendar pustili na prvo tekmo. Ja, malce sem vas videl, takole vam je zastal dih ob zadnji priložnosti Mariborčanov. Poskušal je tam številko 18 Jure Šumak, ko mu je Jernej Trstenjak podal žogo v kazenski prostor, dobro je posredoval vratar Jan Zibelnik. Gospod Jesenšek, najtežja naloga izmed vseh teh nalog, preden se je sploh srečanje začelo, ne samo današnje, pač pa da se je ta zgodovina teh tekem začela, je bilo seveda zbrati vso ekipo skupaj, kajti gotovo se klubi bojijo za svoje igralce, da ne bi prišlo na takšnih ekshibicijskih, prijateljskih tekmah do kakšnih poškodb. To po eni strani seveda je razumljivo, po drugi strani je pa tudi posebna čast igrati za univerzo, za drugo največjo in drugo najstarejšo slovensko univerzo. In če so Ljubljančani rekli ja, potem bi bilo silno, neprijetno, neodgovorno od nas, če bi v Mariboru v prestolnici slovenskega nogometa rekli, nimamo jih. Ne? Tako da je z veliko dobre volje stvar stekla. In jaz verjamem, oziroma predvsem si želim, da bomo v prihodnosti, enako kot je Darko pripravil ekipo Ljubljanske univerze, lahko dobili tudi v prihodnosti stalno nogometno ekipo univerze v Mariboru in potem bodo taka ekshibicijska srečanja lahko še pogostejša, kajti takrat bomo v glavnino ekipe sestavljali iz tistih, ki bodo igrali v kakšni nižji ligi. Omenili ste že legendo mariborskega nogometa Vojislava Simeunoviča, ki je tudi selektor mariborske izbrane vrste nogometašev Univerze v Mariboru. Seveda pa je prav v tem trenutku, da predstavimo na kratko tudi trenerja in selektorja ljubljanske vrste. To sta trenerja, nekakšna bivša prvoligaška igralca. Boštjan Kreft je med drugim igral za Domžale, Olimpijo, Primorje, nogometni klub Ljubljana. On je selektor, trener pa je Blaž Kof, ki je še vedno aktiven igralec pri AŠK Bravo ter trener nogometnega kluba Bravo do 14. leta in je v svoji karieri igral tudi v prvi ligi in sicer za Domžale ter Koper, sedaj pa se poleg tega ukvarja tudi s podvodnim hokejem in je inženir gradbeništva, torej pisana druščina na klopi Ljubljančanov, ko smo že ravno pri obeh klopeh, na klopi pri Mariborčanih, poleg vratarja Martina Jarca še David Kajtna, Rok Vori, Anže Pečnik in Sašo Gerečnik. Ljubljanska klop je malce daljša za dva igralca, poleg vratarja Marka Kralja še Žiga Pahor, Elvis Beganovič, Žiga Verbič, Daniel Katič, Nik Vrančič in pa Matic Tratnik. Še vedno brez tiste prave priložnosti, ko se je iztekal v Celju 25. minuta prvega polčasa. Zdaj so Mariborčani vendarle nekoliko stopili više v teh zadnjih minutah, potem ko so na začetku srečanja imeli Ljubljančani pobudo in žogo v svojih nogah. No, tu na vaših zaslonih pa vidite tudi reprezentanco, ki se bo udeležila 13. svetovnega prvenstva Homeless World Cup v Amsterdamu, reprezentanco brezdomcev v mesecu septembru leta 2015. To je svetovno prvenstvo ranljivih ciljnih skupin in tudi danes so nekateri nogometaši iz te reprezentance si prišli pogledati ta univerzitetni El Clasico med Univerzo v Mariboru in Univerzo v Ljubljani. Ljubljančani imajo zdaj lepo priložnost, žoga tam proti Fortinu, ki pa ni prišel do nje in brez težav je žogo v svoje naročje prejel Lovrec, ki jo že pošilja naprej v napad, zaustavlja pa igro glavni sodnik Denis Halilović in jo znova daje Ljubljančanom. Gospod Jesenšek, vi bržkone tudi, če ste že strasten nogometni navdušenec in seveda v tej priložnosti nekako navijate, držite pesti za svojo univerzo, ne boste preveč razočarani, če boste danes izgubili. Ne nazadnje gre za prijateljsko srečanje.
Jaz pravim, da čist prijateljsko ni nobeno srečanje. Tisti, ki imamo radi nogomet, imamo radi tudi zmage. Tako da kdor pravi, da mu je za rezultat čisto vseeno, je to bolj izjava, jaz pravim, tako za publiko, medtem ko si vsak športnik pa želi in tudi vsak navijat zmage svoje ekipe. Vendar, tako kot sva z Darkom vedno poudarjala, na teh prvih tekmah je to v drugem planu. Nama je šlo predvsem za to, oziroma bova še nekaj časa na tem dela, da bodo te tekme postale tradicionalne, da bomo imeli svoj Oxford in Cambridge v nogometu v Sloveniji in da se bodo potem začeli resni, bi rekel, tudi dvoboji taki, kot so med Olimpijo in Mariborom v prvi ligi, takrat, ko bomo imeli vsak svojo ekipo. Drugače je pa težko, recimo danes sem kot zaljubljenec v nogomet kar malo slabe volje, ker ne moremo igrati z nekaterimi odličnimi nogometaši iz Aluminija, borijo se za prvo mesto in kvalifikacije oziroma prehod v prvo zvezno slovensko nogometno ligo in razumljivo je, da jih ne klub, ne trener nista mogla pustiti na igrišču. Lahko bi rekli, da je samo Sašo Grečnik, študent filozofske fakultete, dobil dovoljenje strani Aluminija, da se danes udeleži v te tekme. Tako, potem, ko so prvoligaške igralce rekli ne grejo, smo dobili njega, še zraven, ker kot vidite, niti nismo uspeli napolniti vseh 18 mest. Pa nič hudega, pravim, se učimo tako organizacijsko kot nogometno in jaz verjamem, zdaj, ko gledamo ta nogomet, to ni slab nogomet, to je tekma, ki bi jo lahko gledali na katerem koli drugoligaškem terenu. Darko, se strinjaš verjetno s tem, ne? Seveda, dejansko moramo se zavedati, da to niso profesionalci, vsi so amaterji, študenti in ne smemo prehitevati in imeti prevelikih ambicij. Bi se pa rad ob tem zahvalil mestni občini Celje, njenemu županu Bojanu Šrotu, ki je imel posluh za to prireditev in je pravzaprav častni pokrovitelj in gostitelj dveh rektorjev, dveh univerz in nenazadnje je Celje tudi nekako skoraj na polovici poti med Mariborom in Ljubljano, tako da se mi zdi, o tem bo treba še razmisliti, analizirati stvari, da morda bo to tudi ta kraj postal tradicionalen, ker ima vse pogoje za res dobre tekme. To, na kar nam manjka, so samo še gledalci, ampak tudi na prvi ligi jih včasih ni dosti več. In vedeti pa je treba, da je v Celju ogromno študentov, ki hodijo ali na Mariborsko univerzo ali na Ljubljansko in je ogromno visokih šol, ogromno srednjih šol in prepričan sem, da sedaj, ko bodo prvič videli za ta dogodek, da bo že naslednje leto gledalcev precej več. Danes nam tudi ne gre najbolj na roko vreme, dežuje in je razumljivo, da seveda ta tekma še ni tako popularna, kot bo lahko čez nekaj časa. Zdaj, v tem trenutku so imeli Ljubljančani, priložnost pa je z vrhunsko parado žogo izbil Lovrec, vratar Mariborčanov, tu na vaših zaslonih je najstica pri Ljubljančanih Milan Džajić, očitno je se malce poškodoval ob tem napadu vratar Mariborčanov Lovrec, ki je zares dobro izbil žogo izven kazenskega prostora. Upamo, da bo z nogometašem Malečnika vse v najlepšem redu in da se bo tekma lahko kmalu tudi nadaljevala. Torej, Mihael Lovrec, nogometaš Malečnika, nižje ligaša iz severovzhoda Slovenije, ki brani vrata Mariborčanov, ki zdaj že poskušajo z organizacijo novega napada. Številko 7 je tam David Lugonič, nogometaš, ki je precej pretekel v teh prve pol ure igre, prisoten tako v napadu kot tudi v obrambi. Zdaj je dolga podaja naprej tam proti Vinkoviču, ki ni uspel zaustaviti žoge, izbija žogo tam Lovro Splihal in še en stranski avt bo to za Mariborčane. Teče 31. minuta, tu glavni sodnik srečanja Denis Halilović, pomagata mu Matic Mežnar in Urban Žohar, četrti je Ermin Šašivarević. Zdaj je pri žogi 20-tica pri Mariborčanih, to je Žan Kavaš.
organizacija napada, lepa podaja naprej proti Trstenjaku, ki podaja na levo stran dobro, pa tam izbija pri Ljubljančanih žogo v stranski avt, nogometaš Radomir Rok Jazbec. Predvsej bolj aktiven je ljubljanski trener ob strani, in sicer Boštjan Kreft. Vojislav Simonovič zaenkrat preudarno sedi na klopi in spremlja svoje varovance, ki se dobro držijo, predvsem v obrambi, disciplinirana igra Mariborčanov. Ljubljančani igrajo malce bolj odprto, ampak ravno ta disciplinirana igra Mariborčanov še ni, oziroma ne dovoljuje, da bi si Ljubljančani pripravili kakšno priložnost več. Vsekakor pa je, kot ste že prej omenili, gospod Klarič, kriva za to predvsem kakšna tista neuigranost ekipe. Gospod Jesenšek, kakšni pa so vaši načrti v prihodnosti še razvijati morebitni univerzitetni nogomet v Mariboru in povejte mi, kako potekajo sploh nekakšne priprave na vsako srečanje, zberete, imate kakšen nabor, zberete igralce ali kdorkoli želi lahko se poizkusi v tej ekipi, tudi morebiti kdo, ki ne igra v kakšnem klubu? Ne, torej ta ekipa, ki jo danes vidimo na terenu in ki je že lansko leto odigrala 2 tekmi z Univerzo v Mariboru, je dejansko selekcionirana tako, kot je to potekalo pod vodstvom Vojislava Simeunoviča. Ker nimamo stalne ekipe, smo si malo močnejši strokovni štab privoščili, tako da sem ob selektorju Simeunoviču nagovoril tudi nekoč standardnega mariborskega prvoligaškega igralca Esada Pirca, ki je trener naše ekipe. Torej, s tem se že lahko pohvalimo. Imamo močno klop, temu bo pa sledilo nekoč v prihodnosti še tudi sestavljanje samostojne ekipe. Igralci se zavedajo, da orjejo ledino, sploh so pa danes polno pripravljeni in ponosni, ne samo kot zastopniki Mariborske univerze, ampak tudi kot igralci, ki odpirajo nogometno in športno predstavo v proslavo 40-letnice obstoja Mariborske univerze. Mariborska univerza namreč to leto praznuje tako častitljivo obletnico in ker smo kot domačini, tokrat organizatorji v Celju, smo to združili tudi kot otvoritveni športni dogodek v proslavo tega leta, 40-letnice Univerze v Mariboru. In verjamem, da bodo temu sledili še drugi športni dogodki, verjetno pa tudi že v tem letu, če bomo našli pravega sponzorja, tudi ustanovitev samostojne ekipe. Tako da sem vesel za pobudo kolega Darka Klariča, da smo s tem začeli in jaz verjamem, da bomo čez nekaj let na tem štadionu ali v Ljubljani ali v Ljudskem vrtu gledali tudi troboj ali pa celo še turnir z večjimi ekipami. Glede gledalcev je pa vedno tako, nekaj je danes odneslo nam seveda gledalcev vreme, imeli smo jih že več, na prvi tekmi v Ljudskem vrtu po ocenah med 800 do 1000 in če bi danes bilo lepo vreme, verjamem, da bi tudi ta štadion bil bolj napolnjen. Zdaj lepa priložnost za Ljubljančane, strel prečka. To je bil najnevarnejši poskus na tekmi katerekoli ekipe. Stresel je prečko Jan Benges pri Ljubljančanih, to je bila zares dobra akcija. Zahvaljujem se obema sogovornikoma, morda se mi bosta kasneje še pridružila, to sta bila gospod Darko Klarič in pa gospod Marko Jesenšek, glavna pobudnika bi lahko rekli strani Ljubljanske in pa Mariborske univerze. Naj povem, da so imeli, ko je že gospod Marko Jesenšek malce predtem govoril o gledalcih, Mariborčani organiziran prevoz študentov, seveda tudi do celjske arene Petrol, ki so danes prišli sicer v malem številu, ampak vendarle pogledati svoje kolege na tekmo na celjsko areno Petrol. Torej, to pa je bila zares fantastična priložnost. V 35 minuti srečanja so jo zapravili Ljubljančani, ko je malce nespretno posredovala obramba Mariborčanov, je Benges stresel prečko in ko je že premagal vratarja Mariborčanov Mihajla Lovreca, na koncu pa je Benges bil tisti, ki je stresel prečko in ostaja še vedno pri začetnem izidu 0-0. Zdaj Mariborčani skušajo vrniti Ljubljančanom za tisto priložnost, ampak Ljubljančani se seveda ne dajo, veliko tečejo nogometaši v belih dresih, zdaj v novi akciji in to bo stranski avt za Ljubljančane na polovici
Mariborčanov. Številko 11 ga bo izvedel Milan Džajić, tu ste videli za hip trenerja Univerze v Ljubljani. Zdaj je izbita žoga izven kazenskega prostora Univerze v Mariboru. Je danes malce v podrejenem položaju, Ljubljančani igrajo veliko bolj pogumne od Mariborčanov, ampak ni jim še uspelo zatresti. So pa bili, kot sem dejal, 2 minuti nazaj v zares lepi priložnosti, ko je Benges stresel okvir vrat. Torej, Marko Jesenšek, strokovni komentator, ki je bil malce predtem na mojem, oziroma ob mojem komentatorskem mestu, glavni pobudnik, da je sploh prišlo do teh tekem z mariborske strani. Gospod Klarič pa je glavni pobudnik tekme z ljubljanske strani in seveda je prav, da nekaj povemo tudi o klubu, z katerega prihaja največje število nogometašev v vrstah Univerze iz Ljubljane, iz AŠK Brava prihaja namreč kar 8 nogometašev, to so Nik Vrančič, Danijel Katič, Matevž Fortin, Žiga Pahor, Jan Zibelnik, Nino Pungarčar, Matic Tratnik in pa Nik Salaj. Zdaj bojo imeli Mariborčani na voljo svoj drugi kot na tem srečanju, podaja na oddaljenejšo vratnico, potem bomo malce več povedali tudi o AŠK Bravo. Zdaj pa prva resna priložnost tudi za Mariborčane v 38 minuti, lep strel z vrha kazenskega prostora, Jernej Trstenjak je bil tisti, ki je meril, ampak odlično se je skazal Jan Zibelnik v vratih Ljubljančanov in to je nogometaš preomenjenega kluba AŠK Brava, akademskega športnega kluba Brava, čigar ustanovitelj je prav gospod Darko Klarič, ki se mi je malce prej pridružil na sokomentatorskem mestu. Zdaj nov tretji kot za Mariborčane, še enkrat podaja na oddaljenejšo vratnico in Ljubljančani so uspeli zdaj izbiti žogo izven kazenskega prostora in že drvijo v svoj protinapad. Tekma se je vendarle malce razživela, spremljamo malce živahnejši ritem, tam pa precej grob prekršek in zdaj nova priložnost za Ljubljančane. Strel in 1-0. 1-0, Univerza v Ljubljani vodi, strelec zadetka pa Martin Cesar. Vendarle so torej uspeli Ljubljančani priti do vodstva v 39 minuti, jim je to uspelo preko Martina Cesare, kar Bengezu v 35 ni uspelo, ko je zadev prečko, vmes je bil še Trstenjak pri Mariborčanih, lepo zrelo priložnost za to, da bi Štajerce popeljal v vodstvo z 1-0, zdaj pa je Martin Cesar vendarle uspel zadeti za vodstvo Ljubljančanov z 1-0. Martin Cesar, to je nogometaš, ki sem ga že omenil malce nazaj, če se spomnite, to je nogometaš prvoligaša, ki je izpadel v letošnji sezoni iz prve v drugo slovensko ligo, in sicer Radomelj. 27. oktobra bo dopolnil 20 let. V letošnji sezoni je zbral samo 2 nastopa, v 2 nastopih je zbral 69 minut, igral je na tekmah proti Olimpiji in pa proti Zavrču, vse to v mesecu maju, ko ga je torej Dejan Đuranović, trener Radomelj, vključil tudi v svojo prvo ekipo, sicer pa je Martin Cesar študent fakultete za šport, kot tudi njegov soigralec pri Radomljah Rok Jazbec. Torej Ljubljančani od 38 minute oziroma 39 minute dalje vodijo z 1-0, potem ko je bil storjen prekršek nad Milanom Džajićem, je dobro pustil prednost glavni sodnik Denis Halilović. Žoga je prišla na drugi strani, torej do Martina Cesarja, ki se je znašel iz oči v oči z vratarjem Lovrecom, vratarjem Maribora, in ga tudi premagal za vodstvo z 1-0. Zdaj bo Denis Halilović podelil 2 rumena kartona, če sem videl prav, tako je, mislim, da ima pripravljena za oba igralca, in sicer za 10 pri Ljubljančanih, to je Jan Benges, ki je zapravil najlepšo priložnost, in pa za 11 pri Mariborčanih, to pa je Matej Vinković. Matej Vinković je nogometaš nogometnega kluba iz Veržeja, tu je Adrian Lekčević, kapetan Mariborčanov, torej 2 sočasna rumena kartona strani glavnega sodnika današnjega srečanja Denisa Halilovića. Torej, Ljubljančani so, lahko bi rekli,
vsaj po videnem sodeč v tem prvem polčasu prišli do zasluženega vodstva. Tu zdaj Martin oziroma gostujoči kapetan Ljubljančanov Matevž Fortin v pogovoru z glavnim sodnikom. Matevž Fortin je igral za Interblok in tudi za Ilirijo. Je sicer nogometaš Brava. Zdaj je v novi akciji Mariborčani. Samo dva nogometaša Maribora zdaj na svoji polovici, ob tem, ko imajo Štajerci terensko premoč v teh zadnjih trenutkih, ampak ne za dolgo, kajti že v novi akciji preko Fortina Ljubljančani. Fortin je želel zaposliti tam v kazenskem prostoru strelca zadetka Jazbeca oziroma Cesarja, a mu to ni najbolje uspelo. Tu visoko rasli zdaj pri žogi v ljubljanski zadnji vrsti, to je Jernej Gvardjančič, pa sedmica Nino Pungaršek, no tudi on je član Brava in sicer nekdani nogometaš Celja, njihov mladinec in posojen v akademski športni klub Bravo, je velika dodana vrednost na sredini. Zdaj pa poskus Mariborčanov, podaja tam proti sedmici Davidu Lugoniču. Zdaj je Lugonič na oddaljenejšo vratnico, to je bil malce slab predložek in brez dela za Jana Zibelnika. Jan Zibelnik je branil že na evropski tekmi Gorice kot 17-letnik. V sezoni 2007-2008 je pa vratar akademskega športnega kluba Bravo in pa trener selekcije do 12. leta tega kluba, torej nogometnega kluba Bravo. Dolžan sem vam seveda še malce več povedati o tem klubu. To je mlad klub, ki nastopa v 4. ligi ali bolje rečeno v 1. ligi medobčinske nogometne zveze Ljubljana. Bravo v zadnjih 2 krogih potrebuje le še 2 točki za osvojitev naslova prvaka. Šele lani ustanovljeni klub je v svojem prvem letu delovanja pometel s konkurenco v slovenski 5. ligi in ob koncu z več kot 20 točkami prednosti osvojil prvo mesto. Zdaj imajo Ljubljančani spet lepo priložnost, nekaj zmede v kazenskem prostoru oziroma zmede v zadnji vrsti Mariborčanov, ki so se dobro otresli zdaj ljubljanskega napada in že drvijo v protinapad. 3 Mariborčani proti 3 Ljubljančanom. Zdaj, kako bodo zdaj modri nogometaši uspeli priti do priložnosti, ne bo šlo, kajti v tem trenutku je Denis Halilović pokazal nov rumeni karton, tokrat ga je pri Ljubljančanih prejel Jernej Gvardjančič, številko 21, najvišji nogometaš na igrišču v obrambni vrsti Ljubljančanov igra. Zdaj pa bodo torej ob začetku zadnje minute prvega polčasa imeli na voljo prosti strel nogometaši iz Maribora in morebiti izenačijo še pred koncem tega prvega polčasa. Kdo drug kot Gvardjančič pa je tam najviše skočil v ljubljanski obrambni vrsti. Gvardjančič je študent ekonomske fakultete, sicer pa igra v slovenski 2. ligi za ekipo Šenčurja. Prekršek tam nad Džajićem in to bo žoga za Ljubljančane. Torej, v 5. ligi je pometel s konkurenco v svojem prvem letu delovanja nogometni klub Bravo z več kot 20 točkami naskoka pred najbližjim zasledovalcem, imel svoje prvo mesto. Osnovni cilj Brava je igranje v 3., morda tudi v 2. ligi z večinoma doma vzgojenimi igralci. Je pa podobna ekipa že tekmovala kot Bravo študent v letih od 2009 do 2011, vendar se je po združitvi Interbloka ekipa razpustila. Sicer pa imata nogometni klub Bravo in Univerza v Ljubljani, kot je to tudi že povedal gospod Darko Klarič, sklenjen dogovor o medsebojnem sodelovanju, saj namreč študentje Univerze v Ljubljani brezplačno trenirajo v ekipi akademskega športnega kluba Bravo. Razvija se ta univerzitetni nogomet tudi v Sloveniji. Želimo si seveda še čim več takšnih tekem, kot jo spremljamo danes v oblačnem, na trenutke tudi deževnem vremenu. Zdaj se poigrava tam vratar Lovrec, vratar Maribora, vse se je dobro išlo in skoraj da bi Ljubljančani tik ob koncu prvega polčasa prišli do izdatnejšega vodstva z 2-0. Na srečo vratarja Lovreca pa je
zdaj ostalo pri minimalnem vodstvu, ki ga je v 39 minuti postavil Martin Cesar. Iztekel se je tudi Halilovićev dodatek in glavni sodnik Denis Halilović je v tem trenutku odpiskal konec prvega polčasa v celjski areni Petrol. Univerza v Ljubljani vodi proti Univerzi v Mariboru z 1-0. Tu na vaših zaslonih je vratar Mariborčanov Lovrec, ki je moral v 39 minuti prvič in edinkrat v prvem polčasu po žogo v svojo mrežo, ko ga je premagal Martin Cesar za končni zid prvega polčasa. Torej Ljubljančani proti Mariborčanom vodijo z 1-0, sicer pa bi lahko rekli zaspan prvi polčas, nekaj priložnosti na obeh straneh, pol priložnosti, omeniti pa velja dve, Trstenjakovo 38. pri Mariborčanih in Bengezovo v 35. ko je Ljubljančan stresel okvir mariborskih vrat, 4 minute kasneje pa torej edini zadetek. Nekaj minut odmora, spoštovane gledalke in gledalci, potem pa znova vabljeni v našo družbo, v družbo univerzitetnega El Klasika iz Celja. Lep pozdrav do drugega polčasa.